Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. V tokratni oddaji smo gostili Ireno Dolinšek, nekdanjo organizatorko, promotorko in vodjo zabav v Portorožu. Skozi osebno pripoved je z nami delila zgodbe iz 80. in 90. let, ko so portoroški klubi, kot sta Tivoli klub in Disco Dancing Ljubljana, doživljali svoj vrhunec. Poglejmo. Portorož, 80. in 90. leta. Zabava na vsakem vogalu in tam tudi organizatorka, animatorka in promotorka Irena Dolinšek, ki neumorno išče kreativne načine, da bi skozi le-te povezala otroke, mlade in starejše, domačine in tuje obiskovalce tega kraja. V nadaljevanju nam zaupa, kakšno je bilo njeno delo in vzdušje takrat. Pri meni se je zabava začela v vrtcu. Ko sem bila stara 4 leta, sem prepevala v oddaji za pomorce na radiju Reka, mojemu očetu, ki je bil pomorc. Tako se je začela zabava. Kasneje sem bila vedno vključena v gledališke skupine. Imeli smo prvi rock band, gimnazijski, D uštukane strune. Kasneje so nekateri od teh šli dalje in igrali pri Prizmi in tako. Torej, zabava je del mene. Moja prva služba je bila tajnica računovodja v muzeju, ker sem hotela biti samostojna. Tam sem spoznala direktorja Miroslava Pahorja, doktor Miroslava Pahorja, ki je takrat raziskoval soline. In tako sem se zaljubila v soline, tudi jaz. Ker je bilo to preveč dolgočasno delo, ker izkopavanja je bilo fajn, računovodstvo pa ne, sem se prijavila na tečaj za vodiče. Takrat je Atlas organiziral in v Jugoslaviji nas je bilo kandidatov 1600 in v Sloveniji nas je bilo 23 zbranih. Tako sem postala vodička na ladjah, vodila v Benetke, pa po istrski obali, pa Lipica Postojna in vse te destinacije. Vsako moje vodenje je imelo na povratku zabavno noto, ker sem pač jaz take sorte. Na koncu smo se vedno zabavali in to je pripeljalo do tega, da sem pri 33 štartala delo kot animator in organizator prireditev v Toast hoteli Palace. To je bilo leto 86, orali smo ledino, animatorji Jugoslavije smo bili organizirani v Društvu animatorjev Jugoslavije. 90 nas je bilo v celi Jugoslaviji. In moram reči, da smo se praktično učili. Takrat Italija in Grčija niso še poznali animacije. Toast hoteli Palace je imel 1500 zaposlenih. Imel je Grand Hotel Palace, Palace, Apollo, Neptun, Mirna. Imel je diskoteko Gianni. Čez cesto je imel restauracijo Ljubljana, pa Disco Dancing Ljubljana, ki je danes taka zanikrna tržnica, pa Tivoli klub, ki je bil čez dan restauracija Jadran, čez noč je bila diskoteka Tivoli, ki je funkcionirala do 5 zjutraj. Od spredaj je bil zelo znan koktejl bar, tam je zdaj kebab, ki je na žalost zgorelo vse. Potem sta bili 2 restauraciji samopostrežni na obali, kjer so ljudje lahko prihajali v kopalkah, ja, 2 veliki. In še 2 lokala smo imeli, en je bil tudi na postaji avtobusni. No, jaz sem organizirala praktično zabavo za vse te lokale. Bilo je zanimivo to, da smo imeli ponudbo od klasične glasbe v Kristalni dvorani, na sezono po 26 koncertov klasične glasbe ali etno glasbe. Čez cesto, ko se je tam končalo, je štartal o polnoči Midnight Show v Disco Dancingu. Tam se je izmenjevalo disko glasba plus živi bendi, na vsakih 15 dni so se menjavali. In točno o polnoči sem morala prišibati iz Kristalne dvorane tja, da sem napovedala Midnight Show. Midnight Show so sestavljali razni znani pevci, potem lutkarji, potem imitatorji
plesne skupine iz cele Evrope. In ko se je tu končalo, se je ob enih štartalo v Tivoliju s programom. To so bile vedno plesne skupine, ki so bile zelo znane, kaj smo z Madžarske, z Poljske, z Anglije smo imeli 2 topless plesalki na plesišču. Tako da jaz mislim, da je takrat Portorož res nudil dosti. V disco dancingu, ali danes tržnici, smo štartali kot prvi fast food. Ta fast food je delal od 10 dopoldne do zvečer. Tako da so ljudje prihajali notri, hostese, ki so bile tam, da čistijo samo mize, nosijo dol, so bile zelo lepo oblečene v kopalkah, v majhnih takih predpasničkih, imele so tole mašnico tlele zavezano, skratka, vse je bilo nekako tako vedro, lepo, ne. Programe, ki sem jih delala v TOS hoteli Palace, seveda so bili raznoliki, od tega, da smo imeli zimske programe, kjer je bilo, takrat je bila zimska sezona tudi zelo dobro obiskana, imeli smo velika pustovanja, imeli smo posebne skupine, katere sem kot vodička vodila po okolici, ne, tu mi je prišel prav ta moj začetniški vodniški poklic, in seveda imeli smo plesne večere. Če samo naštejem, koliko izvajalcev je takrat zabavalo goste, in to ne samo poleti, ampak tudi po zimi. Imeli smo 2 one-man banda v 2 lokalih, enega pianista v Starem Palacu, v recepciji, potem smo imeli ansambel, ki je igral v Grand hotelu Palace, dol v restavraciji Ljubljana ob mesecih raznih kuhinj, kot madžarska kuhinja, italijanska kuhinja, nemška kuhinja, slovenska kuhinja. So bili taki tipični ansambli. Potem je bil disco dancing, ki je pa funkcioniral samo poleti in je imel na 15 dni zelo, zelo znane ansamble, od naših domačih faraonov, skratka, zelo, zelo znani bendi. In seveda Tivoli. Tivoli je imel znane DJ-je, plus silvestrovanja, seveda, so takrat nastopali tudi ansambli. Ker je zimska sezona drugačna, smo v Tivoliju po zimi uvedli koncerte alternative skupaj z Škucom, z študentsko organizacijo, tako da so se pojavljali njihovi alter bendi, od angleških, nemških in tako dalje, in naših, Milodojka, Unit in tako znana imena. Imela krasnega direktorja, ki je imel razumevanje za vse, tako da od klasične glasbe do baleta, do disko glasbe, do norih zabav je vse nekako toleriral. S tem, da sem jaz morala najti tudi sponzorje. V diskoteki Tivoli smo imeli znane četrtkove poletne karnevale. Tu so, seveda osnova so bili domačini, ker brez domačinov noben program ne more uspeti. Domačini so bili kdo? To so bili fantje, ki so delali na plaži, pa naši natakarji, recimo, ko so nehali delati. In oni so bili naši glasniki, oni so obveščali goste, danes bo žurka, četrtek, karneval. Mi smo imeli tudi svojo pralnico, likalnico in skladišča in vse odpisane materiale, ki smo jih imeli v hotelu, sem jaz kot animatorka lahko uporabila za karnevale. To so bile stare rjuhe, prti, zavese. Imeli smo takrat tudi kot hotelska hiša svojo cvetličarno, zelo znano, ne? Tako da vrtnarijo. Tako da so tudi oni delali okraske za te naše karnevale. Tako da smo bili Tahiti, pa smo bili Rimljani, pa smo bili Cigani, pa smo bili Grki, pa smo bili Turki. V glavnem, vsak četrtek je imel svojo temo, ki je bila objavljena vedno. Tako da, kdorkoli je hotel, je prišel ob 9 zvečer v diskoteko, mi smo ga namazali in oblekli in potem smo šli iz diskoteke ven. Povorka maskiranih, si lahko predstavljate, kako je to lepo izgledalo, smo šli skozi Portorož na tedanjo tržnico. Tukaj je zdaj parking velik, tam je bila tržnica in tam seveda smo šli tudi na našo stojnico Palasovo,
kjer so seveda vsi dobili pijačo. Potem bili smo tudi kanibali, to je bilo najbolj smešno, ker takrat je funkcionirala še mesnica v Sečovljah, pa so si eni nabavili še krvave kosti in si dajali v glavo, v glavnem divje. No, in seveda na tržnici smo nekaj spili, potem smo šli skozi cel Portorož, vsi ljudje so nas slikali, se z nami slikali, prišli smo v disco dancing, tam smo plesali z gosti in na koncu ob polnoči, ko se je začel tam midnight show, smo mi šli v diskoteko. In to je bila tematska zabava. Recimo pri Egipčanih smo imeli zavijanje mumije, čitanje hieroglifov, sem si izmišljala tekste in pisala take slikovne hieroglife in nagrade so bile odlične. Takrat so nas sponzorirale agencije turistične v centru Portoroža, ker smo tudi takrat delali reklamo za to agencijo, za Kompas, General Turist in tako dalje. Ko pa smo imeli izbire mis in mistrov, so nas pa sponzorirali filigrani, ki jih je bilo takrat dosti. Tako da nagrade so bile zlate verižice, potovanje v Benetke in tako dalje. Zelo, zelo atraktivne nagrade. Vse kopalke smo dobili sponzorsko, takrat je bila Jugoslavija in seveda je bila Beti, pa so bile razne te tovarne, ki so delale kopalke in to, so nam dali zastonj. Torej, ena od zabav je bil ta znani Tivolijev karneval, ki se je vedno končal po zabavi, se je končal tako, da vsi maskirani smo imeli tam večerjo v Tivoliju. Zabave so se končale ob 5 zjutraj. Moje delo se je začelo ob 10 zjutraj, naslednji dan, ko sem ročno pisala na plakate, ki so bili lično izoblikovani, ampak tekste je bilo treba dodajati in lepla plakate. To je bilo moje delo. 24 tabel smo imeli po Portorožu. Jaz imam zelo bogat arhiv fotografij in ker takrat ni bilo telefončkov, smo imeli fotografe. Fotografi, ki so prišli, slikali posamezno prireditev in potem obesili na lokale naše velike panoje z temi fotografijami označenimi z številkami. In tako po vsaki prireditvi sem jaz tudi pobrala te slike, jih potem arhivirala in zato imam arhiv, datumsko vse, kaj se je vse dogajalo. Razen karnevalov smo imeli tudi tematske sredine večere, ko smo imeli tekmovanje DJ-jev. To so bili fantje, ki so prvič imeli priložnost vrteti plošče v tako lepi diskoteki, kot je bila Tivoli. Danes so zelo znani DJ-ji in še vedno, ko se srečamo, se imamo radi. Potem smo imeli surprise party ali pa acid party in tako dalje. Že takrat je bila fajn glasba. Ko smo obešali izpod stropa Tivolija velike balone ali velika vprašanja in so ljudje morali to snemati. Ob določeni uri, ko sem jaz dala signal, so morali snemati in kdor je snel takega z nagrado, je pač to dobil. Moram reči, da imam domišljijo, zmeraj sem imela domišljijo za te zabavne igre, tako da vsakič so čakali, kaj pa bo danes, in enkrat smo imeli surprise party, ko so naše orientalne plesalke prišle noter z pitoni velikimi. In pa, kaj svem, en drugi party je bil surf party, so prišli surfari iz plaže, takrat so bili še vodni športi na plaži. So prišli z surfi in tekmovanje med njimi je bilo, kdo več žensk spravi na surf. Tako da vedno se je vedelo, da ko priješ v Tivoli, da bo neka nora zabava. Moje počitnice na Ibizi so mi dale lekcijo, da se da tudi slikati, ker jaz rada slikam. In tako sem jaz pripeljala v Tivoli tudi Crazy Face Party. Crazy Face Party je pomenilo skoraj 200 ljudi pobarvati na vhodu, na brzino, da so prišli noter in potem smo zbirali najbolj odštekano faco. Ali pa, ker sem imela prijateljstvo zelo dobro frizerko, sem rekla, čuj, kaj če bi mi naredili Crazy Hair Party? In smo naredili Crazy Hair Party.
Tu so mi pomagali, recimo moja hčerka je takrat bila tudi animatorka, tudi ona je pa šla vedno pomagati, ker nas je moralo biti kar več, pa razne kozmetičarke, da smo barvali to, ne, ali pa frizerke, da so barvali lase in delali lude frizure. Kdo je bil tisti, ki je hodil zraven domačinov? Torej, domačini, ki so prihajali v Tivoli in so bili del te zgodbe, so imeli posebne zlate kartice Tivolija, kar je pomenilo zlata kartica, gratis vstop, kdor pride s tabo, gratis vstop in eno pijačo zastonj. Ker z nečim si moral stimulirati te ljudi. Ne? Tudi oni so čez dan delali, tako kot jaz. Med ostalim smo imeli, seveda, iz Trsta, iz Hrvaške, to so bili stalni gosti, ki so sodelovali v teh naših partijih. Imeli smo celo skupino Avstrijcev, ki so se pripeljali na določene partije iz Avstrije. Potem smo imeli z severnega dela Italije, tam, kjer so te vojaške baze, so oni prihajali. Skratka, ena od takih odštekanih partijev je bil On, brez olimpijskih iger danes, ne, smo mi že takrat se preoblekli, ženske v moške, moški v ženske in smo zbirali najlepšega ono, ne. Tu je bilo smeha zaradi tega, ker tu sem tudi jaz morala posoditi mojo garderobo, ker fantje niso imeli, daj posodi, a posodiš to, posodiš ono, tako. In smo jih namazali in tako. Vse ti partiji, vse te zabave so bile popotnica za to, da so ti ljudje tudi kasneje prihajali. Tudi kasneje, ko so se zresnili in tako so prihajali. No, čez dan sem imela pa ob sredah popoldne vedno velike otroške zabave, ravno v disco dancingu, kjer so otroci prihajali, so imeli ala pokaži, kaj znaš, smo peli skupaj. Recimo faraoni so zabavali na otroških zabavah. Slavko Ivančič je zabaval na otroških zabavah. To so bili sami znani pevci in ansambli. Potem je bila Portoroška noč. Portoroška noč je pomenila, da mora biti nek kulinarični višek v Portorožu, ali je bila to najdaljša rolada, ali je bil največji koktel, ne. No in takrat sem jaz rekla, ok, jaz naredim pa največjo zabavo za otroke. In sem otroke, ki so bili v pivnici, oziroma, mislim, prej je bil disco dancing, potem je bila pivnica, sem pelala potem, da smo šli vsi ala gusarčki na plažo, plesali in tako. Skratka, nekako v tistem času se je vse dalo. Vse je bilo povezano z nekim zaupanjem tvojih nadrejenih, z nekim spoštovanjem do poklicev, ker smo vsak teden smo se zbrali enkrat tedensko na kolegiju, kjer je bil direktor, vodje vseh teh lokalov, šefi, in smo se zmenili, danes bo tu, jutri bo tam, tako da so vsi vedeli, ni bilo treba ne GSM-ov, ni bilo treba ne mailov, vsak je vedel, kaj se bo kje pri njemu dogajalo. In ko sem jaz iskala izvajalce, se pravi ansamble, plesalce in to, sem vedno tudi povabila glavne šefe teh lokalov, da smo šli skupaj si ogledati te izvajalce nekam. Moram reči, da smo imeli tudi prireditve, ki se niso nikdar več ponovile v Evropi. To je recimo v disco dancingu, je prišel en agent in je rekel, ti, jaz sem bil v Ameriki, imam en dober program, košta pa strašno dosti. Kaj imaš? Catch za ženske v blatu topless. Ha, sem rekla, koliko je to? Bil je drag program za umret. Je rekel, in naslednji teden, to je bilo v tednu Portoroških noči, boks za ženske topless. Jaz sem šla k direktorju, ko sem mu povedala, koliko je cifra, ne, je skoraj padel dol, je rekel, ma kaj misliš, da bodo ljudje to prišli gledati? Sem rekla, če ne, me lahko vržete iz službe. Mi smo začeli popoldne prodajati vstopnice, brez mailov, brez, pravim še enkrat. Je stala kolona ljudi od zunaj in smo napolnili 1100 ljudi v pivnico, kjer je bilo 600 sedežev. Takrat sem jaz imela tisti dan, vedno sem imela po 2 programa, jaz sem dvojček, ne morem nikoli imeti eno stvar. Sem imela
koncert klasične glasbe v Kristalni dvorani, ker sem bila lepo oblečena, vse. Igrali so trio Lorenz, fantastični izvajalci. In mi pravi, čuj, kam imaš pa ti danes? Sem rekla, imam ket za ženske v Blatu Topless. Dajmo hitro zaigrati, gremo ke. In so prišli tja gledati. Ljudje moji, to je bila norišnica, naslednji teden je bil boks za ženske Topless, spet razprodano. Mi smo na tistih programih toliko zaslužili, da smo krili stroške koncertov klasične glasbe. Tako da, kaj naj rečem, tudi prvo evropsko prvenstvo v rock'n'rollu je bilo v Kristalni dvorani. Televizija Koper je organizirala to takrat. In so metali svoje partnerice v znuf. Jaz sem samo gledala, če bo kakšna zletela v kristalne lustre. To so bila 70. oziroma 80. in 90. leta, na kar je prišla osamosvojitev. No, že v 90. letih je nastal en odpor do Jugoslavije, pa do Zveze mladine in študenti so hoteli ukiniti dan mladosti in tako ne. Tako da smo imeli v disco dancingu tudi zadnji dan mladosti, mislim, da je bilo 97. Številka, mislim, jaz malo skregana. In takrat so bili bendi, en za drugim. Kreslin z Malimi bogovi, Meth, plesne skupine, torej bendi, ki jih danes nekaterih ni več. Jaz vem, da sem vodila prireditev, bilo je noro in takrat so išle tudi posebne značke in vse, no in potem se je dan mladosti nehal praznovati. In prišla je osamosvojitev. Osamosvojitev je prinesla en šok za turizem. Jaz sem bila prvič fraj v juliju mesecu. Seveda vse se je zaprlo, vse je nehalo delati, funkcionirati. In potem, naša vojna je bila zelo kratka, potem so navalili turisti. Kdo so bili tisti turisti? Slovenci, ker itak drugam niso mogli iti. In v hotele Palace so prišle žene z otroci tistih moških, ki so šli na bojišča, pa so imeli zadosti denarja, da so spravili svoje familije na varno. Moja animacija se je spremenila, tudi mojih kolegov iz turizma. Mi smo imeli največje terme, recimo, ki niso imeli komu več ponujati svojih storitev, in smo se zmenili, da fizioterapevti in da sodelavci pomagajo v animaciji. Jaz sem imela takrat otroški mini klub, čez cel dan varstvo s temi otroci, ki so bili različnih starosti, različnih nacionalnosti, mislim, kar se tiče Jugoslavije. Smo imeli programe posebne, terapevti so imeli za njih telovadbe posebne. Skratka, bilo je treba prilagoditi animacijo dani situaciji in sredstvom. Končala je borba povsod po Jugoslaviji. In gostje so se začeli vračati v Slovenijo, seveda v manjšem številu. In takrat je bilo obdobje, ko sem jaz malo zamenjala službo. Šla sem iz hotelov Palace v Bernardin, kjer sem delala samo 6 mesecev, ker nekako z direktorjem nisva prišla skupaj. Jaz sem pa taka, če mene nadrejeni ne razume, kaj hočem delati, nimam tam kaj početi. In sem po 6 mesecih, v katerih sem naredila kar velike programe z revijo Jana, z revijo Naša žena, skratka, kar velike zadeve. Sem šla nazaj v hotele, in sicer hotele, takrat so se klicali hoteli Riviera, ki so takrat spreminjali svoj logotip v hoteli Morje, hoteli s prisrčnostjo. Spet sem dobila krasnega direktorja, gospoda Ohneca, ki je rekel, tu boš imela tako slabo plačo, glej, sem rekla, mene plača ne zanima, jaz hočem delati. In takrat smo začeli na terasi Jurček, kasneje je to postala Meduza, uvajati tedne sponzorjev. Pa smo imeli tedne Uniona, tedne Red Bulla, tedne Sladkosneda, skratka vseh teh naših firm, ki jih še niso takrat razprodali, Radenske in tako ne.
No, zmenili smo se s temi našimi dobavitelji, da so nam dali okraske, nagrade in plačali sobotni ansambel ali izvajalca. Ne? In mi smo delali čez cel dan otroško animacijo, od jutra do večera, zvečer je bila pa plesna animacija. In seveda vedno posvečeno sponzorju, mi kot animacijski tim in vsi otroci, ki so bili v miniklubu, smo bili face, ker smo mi okraševali celo plažo in vse z sponzorjevimi emblemi. Sponzorji seveda so bili zelo radodarni, moram reči, ampak potem se je zamenjala spet garnitura v hotelu in so rekli, ne, zakaj bi ta sredstva šla na program, to naj plačajo rajši firmi. In takrat sem jaz sklenila, da spet zamenjam službo. Vsaka menjava je dobra. Takrat sem šla za 4 leta v Auditorij Portorož, kjer so me z odprtimi rokami sprejeli, s tem, da vsak moj program se je moral kriti in jaz sem morala najti sponzorje. Jaz sem dobra, ko iščem denar za druge. Zelo. Zase ne, ampak za druge ja. In tu sem spet imela to srečo, da sem imela poznanstva raznih firm in smo začeli delati. Solinarski festival je bil prvi projekt tak velik, ki sem ga peljala kar nekaj let. Potem se je pojavil Cenex, distributer za filme, ki so iskali nek prostor, kjer bi naredili promocijo filma Pirati iz Karibov za Evropo. Ni problem. In ker sem poznala na pomorski šoli ljudi, ker sem jim vodila pomorske krste vsa leta, sem šla kaj žica, če nam posodijo vse materiale, da okrasimo amfiteater. In tu sem povlekla tudi ulične izvajalce, teater Cizamo in tako, plesne skupine. In smo priredili v Portorožu promocijo filma Pirati iz Karibov prvi del za distributerje. Vse je bilo okrašeno z piratskimi zadevami. Mi smo se oblekli v pirate. Z baklami smo jih peljali takrat je bil še Koko kafe na plaži, edini. Tja, tam smo priredili prašiča na žaru, v velikih sodih rum, z edino ladjo, ki izgleda, Svetko, ki izgleda gusarska, ladijske vožnje. Skratka, zelo dobro smo zaslužili s tistim in jeseni, po zimi, ko so imeli izbiro Event of the Year za Europe, smo dobili priznanje za Evropo od Buena Vista Hollywood. To so bili taki dogodki, ki so meni napolnili dušo, ne? In tudi vsem nam, ker vam moram reči, da en človek ne more biti one-man band. Ali imaš sodelavce, ki jih spoštuješ in vključiš v zadeve, ali pa, če misliš, da si samo ti, propadeš. In kolektiv Auditorija Portorož je bil zame dragocena izkušnja. Ampak zame je bilo spet izziv, ko sta se združila hoteli Morje, hoteli s prisrčnostjo in hoteli Palace v life class. Takrat me je poklical tedanji direktor in je rekel, ja, ti si bila v obeh. Jaz sem rekel, sem že takrat predlagala, da združimo animacijo in dogodke, ker bi bilo bolj poceni, pa me noben ni poslušal, pa sem šla. Je rekel, naredi program za 10 let. In to sem jaz naredila in moram reči, da zadnja leta do 2012, ko sem šla v penzijo, sem izpolnjevala, kolikor se je pač finančno tudi dalo in ker so se spremenile razmere, tisti moj plan. In nič, zdaj sem še vedno aktivna na področju humanitarnem, kjer sem bila vedno prisotna. In seveda ljubim otroke, ljubim živali. Srečna sem, da sem lahko tudi del velikih prireditev, kot je recimo Eurofest 30 let, pa pomorski kržetov, ko je od 50. dalje in tako. Tako da, ja, dokler bom zdrava, bom aktivna in kdorkoli rabi, kadarkoli kakšen nasvet ali pomoč, se vedno lahko obrne name, to je bilo moje pravilo, ko pomagaš drugim, se ti to vedno vrača. Mogoče se je preveč vlagalo v promocije od zunaj.
Jaz vedno poudarjam, da je treba delati promocijo takrat, ko je gost tu. Torej, vsebina v kraju mora predstavljati lokalno kulturo. S tem ne rečem, da ne nastopajo tudi bendi iz Venezuele, ampak osnovna naša kultura mora biti predstavljena. In to vedno. In recimo nedopustno je, da so lokali ali pa terase poleti zaprte. Istočasno pa odpirajo določene manjše punkte, kjer ponujajo neko malico čez dan in to. Vem, da je problem personal. Personal ne more delati 24 ur za majhno plačo. Personal je včasih tudi bil slabo plačan, ampak je bil stimuliran. Stimuliran na ta način, da recimo, ko smo mi imeli razne prireditve promocijske, prve promocijske materiale je dobil personal, da je bil nagrajen, ker je bil del te promocije. Turist kot tak želi doživeti lokalno okolje in mene najbolj moti to, da mi takrat ne ponujamo v osrednjem delu Portoroža naše bende spet, naše bende, naše mlade izvajalce. Pred 2 leti smo imeli, jaz sem jih predstavljala in vem, jaz sem ostala odprtih ust, ker so morali izvajati seveda svoje avtorska dela in to. Ampak to je naša kultura. Naša folklora ne more biti samo na eni terasi, mora biti v centru Portoroža, mora se sprehajati skozi. Naša društva so zelo bogata, poglejte tudi Ambotovce. Jaz sem tudi članica Roze Klementine, ki se sprehajamo po Portorožu in tako, ne. Ko gost pride, njemu se mora dogajati zunaj in mora imeti plesno glasbo. Ne en večer, 2 večera, pa ne vem, latino, samo latino večer ali pa salsa in tako. Z vsem spoštovanjem, tudi mi smo imeli te večere, ampak terase morajo delati. Gost drugače ostane not, kaj će delati? Ne? In tukaj se dogaja, da so določene terase zapuščene že vrsto let, kot recimo Taverna, potem od spodaj pod Metropolom že drugo sezono urejajo nekdanji lokal Papriko. To je nedopustno. To je nedopustno. V kraju, kdor ni sposoben svoj lokal usposobiti in delati, mora plačevati ali velik prispevek občini, da financira potem nekoga drugega, ali pa naj gre drugam. Najlažje je vedno obsojati. Najtežje je najti spet tisti fil rouge. Kot prvo, mi smo takrat imeli vodstvo hotela v hotelih, lastnik je bil hotel in hotel je imel svoje lokale. Torej je bilo lažje tudi vse te stvari organizirati. Ko se je začela Istrabenzova zgodba razprodaje hotelov in lokalov, se je tudi končala zgodba o znanem planiranju dogodkov v kraju. Mi smo se takrat dobili recimo na Obalno-kraški poslovni turistični skupnosti, se dogovorili, kaj se bo dogajalo tu, v Izoli, v Kopru do Lipice. In seveda tudi znotraj samega kraja koordinirali. Vsa ta koordinacija je nekje en delček padla potem na auditorij, ki je tudi v bistvu nekako poleg turističnega združenja, in to so delali takole skupaj z občino, kreiral in usklajeval dogodke. Danes je to težje, ker je lastnik ni tu. Lastnik so banke, so zavarovalnice, so nekje odsotni, gledajo samo profit. In potem je seveda dosti težje ljudem delati tako usklajeno zabavo, kot je bila nekoč. Jaz sem še zmeraj optimist. Ker, glejte, tudi skozi zadnje dogodke in animacije, ki jih mogoče še vedno naredim, ugotavljam, da ljudje se nismo dosti spremenili. Ko odložimo naše telefončke. Živa slika je recimo Eurofest. Jaz vodim Eurofest otvoritev, ljudje, otroci se zabavajo in pogledam in ugotovim, da sem edina, poleg uradnih fotografov, ki jih snemam. Torej, še zmeraj niso krivi ne mladi, ne srednji, ko je prava zabava. Ko ti znaš zanimirati ljudi in jim ponudiš v pravem trenutku nekaj, bodo še zmeraj zagrabili.
Zato mi je strašno žal za dogodek v Portorožu, ker je zgorel lokal, kjer je zgorela cela stavba, da si nekdo lahko privošči kakšno negativno kritiko na račun ponudbe. Ko se nekaj takega zgodi, je treba ljudem stati ob strani in pomagati. In če bo treba, bomo spet dobrodelno, jaz se bom vedno vključila v pomoč, ker se mi zdi tako prav. Ne smemo vedno samo kritizirati. Dajmo najti tudi tiste ocvirke, ki so dobri. Moram takoj dodati. Recimo zdaj ponudba v Portorožu je glasba, plesne glasbe ni, je slabo. Ampak v Parku Sonce se predstavljajo vrhunski izvajalci. V Parku Sonce knjižnica organizira take dogodke za mlade družine, da jaz hodim kaj gledati in rečemo hvala Bogu, da ste tu. Tako da je treba pohvaliti tudi. Hvala za ogled in se vidimo prihodnjo soboto.